Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Imate težave s palcem na nogi? Ni problema. Operacija že čez 13 let. Čakalna doba v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana za operacijo nožnega palca je 13 let. Če se vpišete na medicino, doštudirate in opravite specializacijo, se boste vsaj 1 leto prej lahko operirali sami. Medtem enaka operacija samoplačniško stane minimalno 1800 evrov, dajo pa tudi na obroke. Istočasno se je pristojni minister Šabeder, bivši direktor UKC Ljubljana, na anketi Nina Medije povzpel na 4. mesto najbolj priljubljenih. Jebejo nas, da nas bolj skoraj ne morejo. Vi pa gledate 57. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali smrt nacionalnega interesa, kako in zakaj smo v letu 2019 dokončno zavozili samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Včasih je bil nacionalni interes ohranitev pivovarske industrije. Danes je to služba za brezposelno Alenkino frendico. Kje in zakaj smo narobe zavili, bomo vprašali našega posebnega gosta, dr. Bernarda Nežmaha, in našega stalnega komentatorja, dr. Igorja Lukšiča. Dobrodošla. Dobro večer. Bernard, Igor, preden gremo na današnjo temo, bi vaju vprašal, ker smo vsi trije že v teh letih, da nas to tudi neposredno zadeva, kako se počutite ob novici, da na operacijo nožnega palca v UKC Ljubljana čakaš zgolj 13 let? Zdaj, rekel si, da naju zadeva, mene ne, Okay. ker delam na sebi in se mi zdi, da do tega te napake ali pa problema ne more priti, če dosti skrbiš za to. Je pa seveda to, kar je problem, in upam, da bojo to rešili v enem mesecu, ker toliko največ imajo časa, da to ne bo več 13 let, ampak da se bo to dalo popraviti sorazmerno hitro. Bernard? Ja, kaj, dobra stran je, da živimo v času, ko mediji to lansirajo kot problem. Taka čakanja vsa mogoča so bila kdaj prej tudi izjemna, samo slišali se nekaj dosti o tem. Z tega stališča je ta kritika pravzaprav imenitna reč, kar je zadeva tragična ali pa tragikomična. Ja, gremo na današnjo temo. Bernard, vlada je pretekli teden sporočila, da je podelitev državljanstva Angeliki Mlinar v nacionalnem interesu in gospa je državljanstvo tudi ekspresno dobila. Kaj ti praviš na to? Ja, tle sta dva momenta. Ne smemo pozabiti, tudi pokojni premier Andrej Bajuk je prišel z drugim državljanstvom in samo dejstvo, da v državo vključiš Slovence, ki prihajajo iz drugih držav, se mi zdi zelo, zelo osvežujoče. Sploh iz tega stališča, da pravzaprav meja našega mišljenja ni meja. Je pa res nekaj drugega, da razen o fenomenu gospe, ki je po svoje čist privlačna, ni bilo znanega nič o potencialnih tekmecih, med kom je Alenka Bratušek izbirala. Kdo so bili in kaj so pravzaprav njene kapacitete. Tako da pri nas so jo predstavili kot en tak fenomen novega obraza, ki ga pravzaprav zelo poznamo, tako da o tem pravzaprav ni kaj reči, lahko nas zelo boleče tudi preseneti. Igor, kakšno je tvoje mnenje? To sem že komentiral, se pravi, da najprej rabi državljanstvo, zdaj ga ima. Zdaj je seveda problem, je to v nacionalnem interesu ali ne. To seveda je problem. Pri Bajuku je bilo tako, da se je on prijavil za državljanstvo, kot je meni znano, bistveno prej, se pravi, ni v postopku imenovanja za predsednika vlade pridobil to državljanstvo. Se pravi, njemu se je to zdelo vrednota že pred tem in je to državljanstvo pridobil. In če bi se to zgodilo tudi v tem primeru, da bi to v nekem normalnem postopku zadeva tekla, ne pa da je bilo na nek način izsiljeno in to v imenu kao nacionalnega interesa, je to seveda problematično. In zato tole naslov, smrt nacionalnega interesa, gotovo je to eno veliko vprašanje. Je pa zanimivo, ko gledam
v političnem prostoru, v pravnem prostoru, se pravi tam, kjer gre za ljudi, ki so tudi delali to državo, ne, enostavno ni tega refleksa. Jaz moram reči, da to se mi bolj zdi zaskrbljujoče kot pri tej vladi, ki je pač na tak način sestavljena, kot je, neki ad hoc ljudje, ampak da v tej kritični javnosti recimo ni refleksa na to, se mi pa zdi res problematično. Ne? Ker kaj to vse za sabo potegne, da ti vlado sestavljaš, pazite, mi zdaj vlado sestavljamo glede na to, zdaj trenutno je to še Alenka Bratušek, ki predlaga, naslednji hip je to neka kapitalska grupacija, ki bo pripeljala enega človeka, mu na hitro izsilila državljanstvo in bomo imeli tle vlado iz nabranih ljudi, ob vsem spoštovanju do tega, kar je rekel Bernard, ne, ki bojo zelo bistveno bolj odprti od recimo zapečkarskih Slovencev, ampak potem je vprašanje, ne, kje je ta naša elita. In naprej tisto vprašanje, ki je zastavilo Bernard, ne, med kom je izbirala. Ne. To je njen že tretji kandidat za to pozicijo, oziroma kandidatka zdaj. Ne. Ja. Že tretji v vrsti, se pravi, v enem letu praktično. Vrsta v Sloveniji, ne, njena vrsta teh kadrovskih izbir je tako kratka, da je zdaj šla že med bivše evropske poslanke. Kje se bo to končalo, če bomo na tak način zbirali? Ne? In tle gotovo je eno od problemov ta, da stranke pri nas nimajo te vrste, nimajo narejenih ljudi, ki bi jih lahko postavljali na tako odgovorne položaje. To je katastrofa. Ne? In tle je res izguba predstave o tem, zakaj pravzaprav pri samostojni državi gre. Bernard, zakaj po tvoje recimo nihče tukaj ni odreagiral? Vemo, zdaj je taka situacija v vladi, da praktično Marjan Šarec ne more brez nobene izmed strank, ne, odkar se je Levica spremenila v nepogodbeno opozicijo. Zakaj po tvoje nihče ni recimo tukaj potegnil črto in rekel, da čez to pa ne gre? Ja, mogoče bi bilo treba nadaljevati od tega, ker je prej Igor namignil, govoril je o bazenu strank. Problem recimo številnih ali pa večine stranke, da so stranke brez programa, ne? Da nimajo svoje fizionomije, torej nimajo idej, nimajo enega veziva, ki bi rekel, povezoval skozi leta, okoli katerega bi se lahko zbirali z ljudje z recimo podobnimi političnimi pogledi. Je pa res, da morda jaz ne bi pretiraval toliko s to kritiko tele gospe, ker kot rečeno lahko bo tudi popolna katastrofa, ne vem, ampak če pogledamo, na kakšen način so rekrutirali ministre do zdaj, ni to, pravzaprav sploh ne spada med najhujše primere. Ne? Smo imeli veliko težjih, ko so pravzaprav popolni outsideri, ki se na področjih sploh niso ukvarjali, recimo okoljski minister, ki je čist nekaj drugega v življenju prepočel, je zdaj kot da bdi nad okoljem. Tako da ta standard, kaj ne bi bil minister, kakšna vedenja, kaj premore, je že zdavnej daleč padel, tako da ga tale Angelika Mlinar ni kaj dosti spremenila. Dobro, zdaj, če primerjamo recimo, ne, nacionalni interes je podelitev državljanstva Angeliki Mlinar, po drugi strani pa imamo stališče Janeza Janše večkrat izpričano, ne, ga bomo videli tudi na ekranu, tudi v enem izmed intervjujev za Demokracijo, kjer je rekel, da je pa v nacionalnem interesu Slovenije oziroma strateškem interesu, v tem primeru, da se šengenska meja čim prej pomakne na Hrvaško. Ne. Zdaj, če primerjamo ti dve potezi, ne, ta dva strateška ali pa nacionalna interesa, podelitev državljanstva Angeliki Mlinar ali pa to, da Hrvaška čim prej vstopi v Schengen, kdo je zdaj tukaj bližje, po vajinem mnenju, nacionalnemu interesu? Seveda, kar zadeva slovenske varnosti in denarja, ki ga porabimo za zagotavljanje varnosti na meji šengenski, je boljše, da se premakne na Hrvaško, poleg tega pa za vse tiste, ki precej potujejo na Hrvaško, bo to bistveno lažje, odpre se tudi za marsikoga, ki posluje s Hrvaško, kako drugače, bo bistveno lažje. In gotovo je to v strateškem interesu. Ravno tako, kot je bilo v strateškem interesu, da Hrvaška gre v Evropsko unijo. Zdaj, ta Angelika, in to moram reči, Bernard, sem malo presenečen nad tvojim stališčem, ne, kako lakočemo v tem smislu
eno tako veliko zgodbo, kot je državljanstvo, ne, ki se podeljuje v nacionalnem interesu za potrebe pragmatičnega reševanja kadrovskega problema ene od strank, tako z lahkoto zamahnemo. Tle ne gre za Angeliko Mlinar kot persono. Ona zna biti bistveno boljša od teh prvih dveh, ne, od Bandellija in tega Puriča. Če ne drugega, bo vsaj dlje zdržala. Je pa nekaj problem v slovenski politiki in tega kadrovskega bazena. Ti moraš poznati ljudi, s katerimi boš delal. Ti moraš poznati mehanizme, ki so ti na razpolago. In to, seveda, se strinjam s tabo, to ni problem samo pri njej, to bo problem in je problem tudi pri večini drugih ministrov. Se pravi, pri nas ljudje enostavno niso že upeljani do tiste mere, do katere potem lahko začneš delati. Seveda, vsak, ki pride na novo, ni isto, kot bi to delal že 10 let. Ampak vsaj osnovo mora poznati. Recimo pri Bajuku se spomnim, ko so mu predstavili, tam nekje v gostilni so se srečala z Anderličem, tam takoj na začetku mandata, in so mu ga predstavili. So rekli, to je pa Tone Anderlič, ne? Leta 2000, Tone Anderlič je v politiki od leta 82 bil, ne? Vsi so ga v Sloveniji poznali, ne, zlasti v politiki. In Bajuk prav, kdo pa je to? Ne? On je bil šef poslanske skupine LDS-a. Se pravi, to je problem. Ti niti ne poznaš ljudi, s katerimi boš delal. Ne? Ona posebno ne vem, če pozna ljudi v vladi. Ampak seveda to ni samo njen problem. Ampak če pozabimo na to, na ta del problema, ki ga deli tak z drugimi, se pravi to, da ti kot vlada podeljuješ tako po hitrem postopku za kadrovske potrebe, ne, nekomu državljanstvo, to je, ne, recimo, če nekoga rabiš v fuzbolski ekipi, ok, to razumem, ne, ali pa košarkarski za svetovno prvenstvo, igranega igralca, ne, ki igra neko pozicijo, za katero je treniran, ampak za državo to pa ne razumem. To se mi pa zdi res predaleč. Ja. No, Bernard, ti bomo dali, se upravičujem, takoj po oglasih ti damo priložnost za odgovor, ker je bilo vprašanje oziroma izziv daljši, je prav, da imaš tudi dalj časa, da odgovoriš. Zato si bomo zdaj vzeli krajši predah. Gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo z debato, ali je nacionalni interes pri nas sploh še živ. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Nežmah in Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o smrti nacionalnega interesa oziroma kako in zakaj smo zavozili samostojno neodvisno Republiko Slovenijo. Evo, Bernard, sem ti dolžan besedo. Pred oglasi si bil na vrsti, da poveš, kdo je zdaj bliže nacionalnemu interesu. Vstop Hrvaške v Schengen ali sprejem Angelike Mlinar v državljanstvo. Izvoli. Ja, jaz sem gospe Mlinar zelo na kratko odgovoril, upajoč, da bomo iz te relativno irelevantne teme hitro prišli na kaj drugega. Ampak Igorju je po svoje zelo všeč. Bomo repliciral samo na zgodbo Bajuka in Anderliča. To, da Bajuk ni poznal Anderliča, je pravzaprav čisto nepomembno. Konec koncev poznal je nekaj drugega. Poznal je ekonomijo in bil je prvi premier, ki je pravzaprav v zakonu to, da se plačujejo davki na kapitalske dobičke. A ne? Skratka, te, ki so najbolj služili v 90-ih pod Drnovškom, so bili neobdavčeni. A ne? Tako da bi pa raje se kakšno drugo temo... Ok, v redu, saj ni problem. Ampak to je naredil šele potem, ko je bil minister za finance. Ja, no, ampak Pesen je bil prvi. Ja. Ja, zdaj ena tema, ki ti je mogoče bliže oziroma ti je sigurno bliže, Bernard, je tudi neposredno zadeva, namreč pitna voda v Ljubljani in problemi z kanalizacijo, ne, ki iz drugih ljubljanskih občin, tudi tiste, v kateri recimo živi Igor Lukšič, planira čez vodno zajetje peljati fekalije, kanalizacijo. Ne. Stranka SDS je ob tem opozorila na eno zanimivo podrobnost, namreč Dragan Matić, ko je bil še kandidat za župana Ljubljane, ne, se je pojavil na tej lokaciji in je preko družbenega omrežja Facebook razlagal, da je nesprejemljivo, da bi se pač ta projekt izvedel in da bi se čez zajetje pitne vode speljala ta kanalizacija. No zdaj, ko pa je Dragan Matić, glej ga zlomka, glavni okoljski inšpektor, ga pa ni več blizu. A je to v nacionalnem interesu, Bernard, da ima te Ljubljančani čisto pitno vodo ali ni?
Ja, seveda, to je hujš, to gre za vprašanje prihodnih rodov. Tukaj bi bila treba ena korekcija, se ni tak problem, da grejo fekalije, ampak v kanalizaciji končajo vse mogoče kemične snovi in od strupov naprej in to pronica. Z matičem in SMC-em je pa resen problem. To je definitivno po vseh pogledih zloraba bila zakona, postopkov in ogrožajoče, se pravi, prihodnost naše. To je ista stranka, ki je vpisovala vodo v ustavo, je tukaj naenkrat, popolnoma igra vlogo lutke. Pravzaprav to mi dokazuje, da nič ne naredijo. Lahko bi minister nastopil in povedal, to bomo ustavili, lahko bi okoljski inšpektor, nišče nič. Iz tega se seveda bojim, da je SMC, da so njeni politiki nekako že sprejeli to, da so politično izgubljeni, da na volitvah ne bodo dobili nič več, zato ker to bila idealna točka, če bi hoteli nastopati, pustiti pečat, da bi se tokrat zares zavzeli za vodo. Ker to je v splošnem interesu, ustavili to, ta absolutizem oziroma to igranje z usodo župana, ampak tega očitno ne počnejo. Ne počnejo zato, ker gre evidentno za klientelizem, kako se da čim več ugodnosti še iztržati na račun položajev, ki jih imajo. Je pa res nekaj, da mene skrbi velika inertnost Ljubljančanov. To je nekaj, kar ne zadeva samo SDS ali pa par kmetov, to zadeva pravzaprav vse nas. In hkrati imamo silne skrbi in sočustvovanja, navdušenja nad švedsko Greto, ampak te isti feni jih pa pravzaprav ta realnost, ali pa kakšen klimatolog, ki se tudi zelo skrben, se tukaj javno ne postavijo v to zaskrbljeno in nasprotno držo do tega norega projekta. Je pa zanimivo, Bernard, da zdaj, ko se zdi, da je Zoran Janković šibek, vidimo tudi po navodilih očitno iz kabineta predsednika vlade, ga paradržavni mediji ves čas napadajo, zdaj prej ga niso, ga dajo na naslovnice, da ob tej šibkosti Zorana Jankovića kljub vsemu ta levi ali pa liberalni politični pol v Ljubljani se mu ne upa nasprotovati tudi pri takih projektih, kjer pač težko jim res težko pritrdiš. Ja, jaz si znam to razložiti samo z besedo klientelizem, in to je, da jim daje vse mogoče ugodnosti. Po drugi strani pa ni za pretiravati nad kritičnostjo osrednjih medijev. Če pogledamo dva ljubljanska časnika, najprej sta zelo ignorirala to temo, zdaj najdete pa serijo člankov, v katerih pa dežujejo argumenti županu v prid. Tako da ta medijska podpora, ki jo ima, je, mislim, da še vedno zelo velika. In tu če nekaj, če vzamemo, da če se spomnimo one slovite zgodbe z tistim kreditom za SDS, ko so jo vrteli, tedne kot špico Front West, vsi mogoči mediji. Imamo tukaj, smo imeli eno, dve oddaji, enkrat, dvakrat, ni to, da nam zdaj 14 dni pravzaprav poročajo, kako izgubljamo vodo. Skratka, ljudje so naivni. Zadnjič sem bil na Poljskem, kjer recimo v kraju Katovica pa v Varšavi, tam je čudo pitna voda. Tam ljudje pijejo iz steklenica, iz teh plastenk. Tako da to je bogatstvo, ampak to bogatstvo lahko tudi zelo enostavno izgubiš. In igrati se z njim je prenevarno in tukaj bi rekel, je tudi ravnodušnost, tudi premijeja, tudi premijer bi se lahko vmešal v tej zadevi. Tukaj je še ena druga zadeva. To so ti tehnični in tehnološki standardi, ki so kao bili upoštevani in to so tudi lahko problematični. Predvsem pa odločitev takrat, ko so to umeščali v prostor in ti postopki, ki so takrat, ko so delali projekt in ga prijavljali, da takrat noben ni na to pomislil. Zdaj seveda je problem to zadevo ustaviti pa reči, leta takrat pred ne vem kdaj 5 ali 10 leti, ko smo to načrtovali, da bo tle šlo, se nobeden ni javil in zdaj šele se ljudje javljajo. Zdaj, ko je že denar investiran, ko je alternativna lokacija, verjetno jo težko določiti, da ne bi prizadela tako potencialno tudi kakšnega tega pitne vode oziroma potencialne potalnice. Tako da to je problem. To je zmeraj pri teh velikih investicijah, ko pridejo te dimenzije do izraza šele takrat, ko se začne delati. In ljudje, ki bi mislili naprej, in to je spet ta zgodba nacionalnega interesa, se pravi, če bi mi imeli tle neko ekipo
strateškega premisleka glede teh ključnih virov, voda, zrak, zemlja, ne, in potem seveda prebivalstvo, državljani in tako naprej, in bi za to znali skrbeti, ne, in bi imeli ekipe, ki bi za to skrbele, ne, potem se nam verjetno to ne bi dogajalo. Ne bi šele potem, ko vidimo, kaj se dogaja in da je to rizik zelo velik, ne, takrat šele reagiramo, pa še to ne vsi, samo nekateri. Ne. Ja, samo to ni problema. Ne. Zdaj vzamemo zelo preprosto. Če zgubiš vodo, a bi bil pripravljen plačati 30 milijonov, da 300.000 ljudi dobi nazaj vodo, čisto. Ja. Jaz mislim, da to ne more biti dilema denar tukaj. Ne. Po drugi strani je pa izvor nekje drugje. Izvor je v tem, da je bilo narejeno pravzaprav ilegalno, tako rekoč. V tišini, nišče skoraj ni vedel nič o tem, bili so neki postopki, ki so jih vodili, pravzaprav priglasili so nekaj drugega, kar so izpeljali. In v tem smislu, konec koncev, je tudi ni nobenega pogledal naprej. Zdaj imamo serijo potresov. Jaz smo tudi v Albaniji, skratka, cela dežela se bo potem tresla, če slučajno pride do potresa, ker je stvar pol uničujoča. Toliko je riziko, da seveda nišče pri polni zavesti ne bi tega tvegal. In problem je pa dobesedno v tem, da pravzaprav že ves čas, ko sam se že recimo kakšno leto pa pol o tem pisal, ne, šele pred parimi meseci so televizije začele to malo bolj zares imati, ne, da je bila ta popolna ignoranca, ne, popolna ignoranca medijska in tudi strankarska, ne, stališča vlade. In tako da hočem reči, to je tako usodna stvar, ki se jo pa jemlje kot pravzaprav ignorantsko, kot ta nora vera v tehniko. Ne. Ja, na strukturni ravni pa tudi veš v proceduralno. Da cevi ne morajo popustiti, kar še ni bilo v zgodovini, da cev ne bi puščala. Poglejmo samo v Kranju. Plinske nove cevi še delujejo, ne že puščajo. Ne. Kaj nam garantira ob tej šlampavosti sodobne industrije, da so tele cevi za vodo pa sansko neoporečne. Ja, tudi Titanik je bil nepotopljiv, dokler se ni potopil. Igor, če zdaj omenjamo vdaje že malo tudi stranke pa kadrovanje, dajmo se še malo okrog SMC-ja pogovarjati. Te se spomnim, ti si bil podpredsednik stranke dolga leta v politiki, si univerzitetni profesor, bivši dekan, tako naprej, pa si komaj si bil primeren za ministra za šolstvo. Ne? Zdaj pa vidimo SMC, to ni da ni kadri. Simon Zajc je rekel prej, Bernard Nežmah, en dan piše kolumne za Kozmopolitan, drug dan je minister za okolje. Ne? Liljana Kozlovič brez službe, hopa cupa, direktorca Arso, prej nikoli nismo slišali, da se z okoljem ukvarja, in zdaj ta zadnji primer je Dragan Matič, zgodovinar, arhivar, ki je zdaj glavni okoljski inšpektor, pač za neko drugo okolje, očitno ne za to, o katerem se zdaj pogovarjamo. Ne? Kaj se je zgodilo vmes, da zdaj recimo imamo te polivalentne kadre v politiki, prej smo imeli pa pač take, ki so bili lahko samo na eni funkciji, pa še to samo enkrat. 2007-2008 je bila javna debata med Janšo in Pahorjem o tem, ali ima Slovenija eno vladno ekipo ali eno pa pol. Noben ni govoril o dveh. Zdaj vidimo, da jih ima ekip, kakor češ, 20 deljeno, se pravi 100.000. Yeah. Noben problem ni priti v vlado, tudi dobiti državljanstvo, če rabiš človeka iz tujine, če bo Slovencev zmanjkalo oziroma slovenskih državljanov se jih pač uvaža, ni problem. Kaj se je zgodilo? To je neverjetno. Ko je Pahor, takrat smo govorili, kakšen predsednik vlade je bil gor dol, lahko si misli kdorkarkoli, ampak ko je on končal mandat, sem rekel, stari ne glede na to, da sem jaz bil v tej vladi odmislil, ampak ti si sestavil najboljšo vlado v zgodovini Slovenije po vseh kriterijih. Če upoštevaš vse kriterije, politične, strokovne in tako naprej, in on je imel tam noter 5-6 doktorjev znanosti, ampak ki so imeli tudi politične izkušnje. Če so prišli z univerze, recimo je bil tam en, ki je imel Svetlik, je potem bil rektor univerze, predtem je bil dekan, skratka, vsi so poznali, ali pa vsaj vsi, velika večina je poznala svoje področje. En del ekipe je bil že odprej, en del ekipe čisto nov, skratka, to je bila ekipa, ki je vedela, zakaj gre. Nesreča je imela to, da je padla glih v krizo in da so se takrat interesi blazno delili, pa tujina, pa Hrvaška, pa gor pa dol. Kaj se je zgodilo? Težko je reči, kaj se je zgodilo. Ampak tista generacija, ki je še bila socializirana politično,
in se na nek način pripravljala, da mogoče bo enkrat vstopila v politiko, če bo tako naneslo. Jaz sem bil eden od teh. Jaz nisem bil nekdo, ki bi videl politično kariero. Jaz sem bil, to stvar me je pripeljala, zaradi tega, ker sem se angažiral. Nisi službe iskal v politiki, tako je, ja. Mislim, jaz sem bil, 2005, ko sem prišel z Amerike nazaj, sem ugotovil, da je edina varianta, da Janša gre, da se angažiram. In sem se angažiral do te točke. Potem si pa tako daleč, da moraš iti v ekipo, zaradi tega, ker si, 3-4 leta intenzivno delal, pa ker stvari poznaš. Ampak jaz sem šel v ekipo na nek način s strahoma. Tudi jaz nisem imel predstave, da sem zdaj edini ta prav za ministra. Ne. Vsi smo gledali nazaj, recimo, tudi Pahor se je pogovarjal med drugim tudi z Gabrom, se pravi s temi, ki so že bili prej, ne. Bil je v ekipi Gaspari, skratka, je premišljeval, kaj bi bilo najbolj za državo, ne, kaj bi bilo zdaj fajn za prijatelja, da ne bo brez službe ali karkoli. To enostavno ni bil kriterij. Ja, v bistvu lahko rečemo, da Igorju postaje že žal, da je Janša šel, glede na standarde. Ampak, če vzamemo bolj banalno, poglejmo, kdo je premijer. Možakar je lesno šolo delal z vsem respektom do tega, ampak ni se ukvarjal niti z tišlerijo. Bil je, bi rekel, zabavljač, niti v velikih vlogah v gledališčih ni igral. Naenkrat je mož, ki izbira kadrovski potencial vlade. Skratka, izvor je tle in izvor je fenomen novih strank, novih obrazov, ker se nakopičijo ljudje, ki pravzaprav v tem izkoristijo samo hiter karierni skok, ker v etablirani stranki najbrž kar traja nekaj časa, da se povzpneš, in tudi neke kvalitete, neke kvalifikacije strokovne moraš imeti. Tako da to je posledica novih obrazov. To je to nekaj, je pa tudi sicer cela produkcija življenja se je pohitrila, ne? In nekako ljudje verjamejo v hitre biznise, tle imate une akceleratorje podjetniške, če ne zaslužiš v enem letu, milijona, potem si loser. In ta mentaliteta in ta brzina, s katero se poskuša siliti na nas, da je treba živeti, ne? Ta je podobno pripeljala tudi v politiko. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta. Danes je obračunati politično z nekom, ki je v politiki že sprejemal kakšne odločitve, zelo enostavno. Z nekom, ki je tabula rasa, enostavno ni materijala. Če se jutri prijavim, je tle nek material na zalogo, tle vidim tudi gre, je treplov Jankoviča pri Stožicah, ne se ne vpraša kontekst, brez veze, ampak to je že nekaj posneto in ti iz tega lahko narediš en filmček, ki bo prepričal vse, da sem jaz največji prasec in enostavno nisem za to primeren. Podobno je bilo recimo pri Hillary, v odnosu do Trumpa. Se pravi, tle je nekoga zelo lahko likvidirati, ki že ima neko kilometrino. In ki je kaj naredil, sprejel odločitve, recimo Karla Erjavca težko vi umažete. Ga ni s čim, pa še kakšnega od teh, ki so dolgo progašeni. Ja, ampak to je tudi posledica, bi rekel, tega medijskega slikanja lepih duš, ko so stigmatizirali Janšo. In ko si enkrat, ta tendenca, da ga stigmatizirajo, torej je zavedno neuporaben. Recimo Cerar kot premier je rekel, s takim politikom jaz ne morem sodelovati, z njegovim obnašanjem je nesprejemljivo. Skratka, ko nekoga a priori eliminiraš, ker pač si nista politično blizu. In dejstvo je, da v politiki je tako, da imaš poteze, ki so neke boljše, neke slabše in v vsakem primeru bi mogel soditi, presojati vsakega po njegovih dejanjih, početjih in vzeti v zakup, da so tudi, bi rekel, določena, ki so morda neugodna, ampak vseeno izbiraš manjše zlo. In da je manjše zlo tam preizkušeno vsekakor boljše kot novi obraz. Je pa nekaj, če gremo nazaj k tej temi, nacionalna zgodba. V tej fazi koncentracije mednarodnega kapitala je obramba nacionalnega interesa nekaj, kar se ne spoštuje. Se pravi, te mednarodne korporacije si ne želijo tle močne politične oblasti, ki bi branila nacionalni interes, kar pomeni kvaliteto življenja ljudi, ki tle živijo in živijo od svojega dela in lastnine in česarkoli. Se pravi, da človeka, ki bi bil narejen za to svojo vlogo, se eliminira že kar vnaprej. Recimo, da mi zdaj začnemo delati neko ekipo mladih ljudi, ki bi bili čez 10 let usposobljeni za to,
jih lahko usposobimo do tiste točke in ko bojo ogrožali to predstavo, kaj je Slovenija v njihovih očeh, se pravi neka polkolonija, jih bo enostavno potolkli kot zajce. Čeprav jaz mislim, da bolj kot tale aspekt ogrožene nacionalnega interesa je nevarna centralizacija Slovenije. Tle ni nobenih multinacionalk in so vse silnice, ki predstavljajo vse kraje ljudi, da hodijo v službe, se preseljujejo, investirajo predvsem v Ljubljani. In to gre za samo uničanje, zapiranje pošt, bančnih uradov, šol, vse posod, slabe cestne povezave. To govori samo, da je življenje na periferiji bistveno nižji ima standard, kot v glavnem mestu. In ljudje množično bežijo oziroma vidijo kot edini smisel. Vse to je na nek način mehko begunstvo. Če begunci iz revnih dežel letijo v fantom Evrope, Slovenci letijo v fantom Ljubljane, kar je uničujoče stališča vsega. Stališča tega, da država pol nima več teka med mesti, da ni več alternativ, da gre za tudi resno prenaseljenost, ki ti pač dan spremeni v čakanje na cestah. In jaz mislim, da je nacionalni interes pravzaprav regionalno bistveno bolj razpršena Slovenija. Da je, mislim, ima tudi Igorjeva kritika določeno sov, ampak ta hip smo, bi rekel, je večja samouničujočnost nacionalnega interesa z forsiranjem centralizacije, kar pa počne v veliki meri prav ta vlada. No, imamo pa tudi poslance, Miho Kordiša, ki pa letijo v London, v Ljubljano. Namreč Miha Kordiš je, ne vem, kaj je sicer tam počel, bomo o tem se pogovarjali, ampak tukaj ga vidimo na fotografiji, se je udeležil demonstraciji v Londonu proti Borisu Johnsonu ob robu parlamentarnih volitev v Veliki Britaniji. Na transparentu mu piše ne rasizmu, ne Borisu Johnsonu. Kako vi da to komentirate, da poslanec Državnega zbora se recimo udeležuje nekih demonstracij proti takratnemu in zdaj, kot so rezultati volitev pokazali, tudi v nadaljevanju premijeju neke druge države, ki je ta hip še članica Evropske unije, čeprav vemo, da pač bi radi šli ven. Poslanec Republike Slovenije, vemo, da predstavlja svojo volilno bazo. Kaj ima slovenska volilna baza za iskati preko tega predstavnika v Londonu? Ne razumem, se mi zdi, da je to enostavno. Tudi on ne razume, da s tem, ko je nesel sebe tja, je nesel tudi svojo volilno bazo, je nesel to državni zbor, je nesel Republiko Slovenijo tja. Se pravi, ti s tem, ko si poslanec, imaš neko drugačno odgovornost, kot to, če si samo posameznik, to, če bi šel jaz, recimo. Čeprav bi se tudi malo lahko sprašvali, kaj je s to univerzo in s to identiteto tam počnem. Ampak nekako je treba vedeti, kdo si, kaj si in koga predstavljaš. On kot poslanec in še pol se slika s tem objavlja, nima kaj tam iskati. Ja, temu bi človek rekel poslanski ne turizem, ampak poslanski ekshibicionizem. Ampak še hujše od tega je pa, če se spomnimo, ob vsakih volitvah v Ameriki, v ZDA, naredijo v Sloveniji javnomnenjske ankete, koga bi v Sloveniji podprli. Kar se mi zdi pa popolni kretenizem, dobesedno. To je ta občutek, veš, mi mali pa lahko vplivamo na to, kdo bo ameriški predsednik in pol ti človek ima občutek, da je pa on pomagal izvoliti zdaj tega ali pa unga, da je bil proti. Tako kot tale misel, da je s to reakcijo zdaj kaj naredil, zdaj pa on povedal Borisu Johnsonu, kaj si mislil o njem. Čak malo, mislim. Poslanc. Ja, ampak veš, to je pravzaprav kljub vsemu en recidiv starega partijskega režima, ker smo se otroci v šoli prav veselili, če je stranka PASOK zmagala v Grčiji, ali pa ta prava levičarska socialistična v Italiji, ker si ponotranil čustva z zunanjo politiko deželi, v kateri nisi imel pojma. In konec koncev je čist irelevantno, kaj se jaz mislim, kaj je dobro za Katalonce. Pač to je njihova stvar, jaz dežele ne poznam. In ta aroganca, da bi se sploh vsajal v to, da bi ljudem, bi rekel, pamet solil v tem smislu, kaj je za njih najboljše, da v drugih deželah vodijo, se mi zdi seveda to še eden izmed, kako bi rekel, teh sodobnih lunatičnosti veselja nad medijskim nastopanjem.
Ampak zakaj recimo v čigavem nacionalnem interesu zdaj Miha Kordiš deluje? Ne? Zdaj v slovenskem ali britanskem, glede na to, da on tam hodi s transparentom, tukaj ga pa recimo v zgodbah, kjer smo danes se pogovarjali, ga nismo videli s transparentom. Se pravi, njemu se očitno zdi, da bo njegova, ali se motim, volilno telo pač z naklonjenostjo bolj sprejelo to, da on maha s transparentom po Londonu, kakor da bi recimo tle ustavljal bagre pri gradnji kanalizacije čez pitno vodo ali pri kaki drugi zgodbi. Je gotovo, za ta tip volilnega telesa, ki ga on zastopa, je to poteza, ki bo doživela ali pa je že doživela odobravanje, ne, ker to je ta neka moralistična levičarska reakcija na vse, kar se v svetu dogaja, s pridihom kao internacionalizma, zanima naš svet, ne. Mi interveniramo vse posod v smislu Čegevare, kjer je treba in kjer je minimalna možna podpora za spremembo. Seveda to je brez veze, to je navaden blef, ne. Tako kot je Bernard ocenil. Zdaj, je pa recimo Tomaž Tih, libertarc, ne, na Twitterju komentira, on živi v Londonu, da se mu zdi, da Jernej Štromajer, ki je državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, mogoče nesrečo prenaša, ne, ker je obiskal štab Hillary Clinton, pa ona izgubila na volitvah, zdaj je obiskal štab Jeremija Corbina, pa so laburisti dosegli najslabši rezultat po letu 35. Ne. Tako da mogoče pa vseeno mi Slovenci imamo neko vlogo pri teh svetovnih političnih dogodkih, ali ne? Ja, to je ista neumnost, kot demonstrirati proti Johnsonu. Ista. Ampak je pa res to, da je to silno veselje nad tem uporništvom, ker v resnici nimaš nobenega resnega nasprotnika. Ne. Če bi prišel nikoli, recimo v času Titovega režima, nekakšen francoski levičar, prišel v Jugoslavijo pa rekel stop Titu ali nekaj podobnega. Ne. Danes je to moderno, je fancy, ker ti nihče ne ogrožaš, nič ne tvegaš. In še hujš, če vzamemo te pristaše Grete, ti si lahko njen strastni navijač ob tem, da živiš ekološko popolnoma uničujoče življenje, letiš okoli. Skratka, nobene zavezani v tem, da bi mogel živeti v skladu s temi načeli. Dovolj je, da si daš masko in potem zacvetiš in to je to. Važno je, kako se počutiš, ne? Igor, v pol minute, kako se počutimo ta hip v Sloveniji? Se mi zdi, da tisti, ki verjamemo v politiko kot prostor, kjer se da kaj narediti in recimo širiti prostor svobode, smo malo nesrečni. Tisti, ki pa mislijo, da je politika prostor za individualne pridobitniške kariere, tisti so pa zelo srečni, tudi na tem zadnjem primeru. Ne? Ja. Bernard, bi še kaj dodal v stavku 2? Ja, jaz mislim, da bomo zdaj priča obdobju največjega klientelizma in korupcije in to z ozirom na to, da vlada nima podpore in da Šarcu vse, kar je pomembno, je, da naprej vlada in bo za glasove, ki jih bo dobil, bodi si od Jelinčiča, od kogarkoli, delal 1001 koncesijo. Ne. In doživeli bomo še marsikaj. V redu. Najlepša hvala, dr. Bernard Nežmah, dr. Igor Lukšič, za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil nacionalno zavedni 368. Faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko boste Boštjan M. Turk in Božidar Novak nadaljevala s komentiranjem smrti nacionalnega interesa. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.